Živjo! No, smo prišli do naslednje tehnike oziroma do položaja telesa, ki ga v bistvu jaz velikokrat uporabljam, ko delam različne energijske tehnike, recimo kung fu in pa magične kretnje. In sicer zato, ker ti da neko tako stabilnost. Reče se mu bojevniški stav, zgleda pa nekako takole, da stojiš širom ramen, malček pokrčiš kolena, upam, da se vidi, spravi malo pokrčiš kolena. Roke daš takole pred sabo, zravnaš hrbtenico in zapreš oči. Začnite zdaj dihati globoko, skozi nos vdih, skozi nos izdih. In v bistvu pazite, da je vaša pozornost ves čas v telesu. Lahko tudi bi se malo s koleni gor pa dol, zato da začutite, veste, tisto stabilnost, To mora biti tako, da ste vkopani v tla, Zapremo spet oči, dihamo. Kar naprej dihajte in zdaj boste poskusili začutiti sebe, kot da ste tako veliko, mogočno drevo. Spomnite se kakšnega drevesa, ki ste ga videli po televiziji ali v živo, v naravi, ki je bilo veliko, tako močno, deblo, široka krošnja navzgor. Naj bo tako res eno pravo, mogočno drevo. Dihajte globoko, še vedno naprej in vizualizirajte sebe kot to drevo. Drevo ima tudi močne korenine in zato je stabilno in poskušajte to stabilnost začutiti v svojem telesu. Stopala začutite, kot da so vpeta v tla, da vas nič ne more premakniti. Najhujši vihar ali pa karkoli vas ne more spraviti ta trenutek z mesta. Takšna ne bo ta stabilnost. In to ne bo ta notranja stabilnost, iz telesa ven, Z dihom napolnite svoje pljuča, napolnite tudi trebuh. Napolnite celo telo, tako boste še bolj začutili svojo stabilnost. Tako, zdaj pa odprite oči in se zaglejte pred sabo, v eno točko se zberite in gledajte ves čas samo to točko, Najprej se jo zberite in jo gledajte. Dihajte globoko. In zdaj pa sebe začutite občutek neomajne volje, neupogljive namere, se reče v bojevništvu tudi. Gledaš naprej, veš, kakšna je tvoja pot in se ne predaš za nobeno ceno. Fokus
je na točki, dihanje v telesu in enako kot prej, ko smo imeli zaprte oči, dihamo zdaj v telo to moč, namero močno, ves čas, ja, in nobeno gledamo v točko. Ok, poskusimo. Še 3-krat. In naredimo zaključek. Počivamo, lahko zapremo oči. Tako. In smo pripravljeni za naš dan, ki bo absolutno potekal veliko bolje, če mi recimo zjutraj sebe pripravimo na ta dan, da smo recimo, tako kot zdaj, razpoloženi bojevniško. Ne v smislu, da se zdaj borimo z drugimi, ampak znotraj sebe veste tisti bojevniški duh, čvrsto, stabilno, odločno, da te lastna energija podpira pri vsakem tvojem dejanju, kar je najpomembnejše. Se boste skozi knjigo, ko boste brali, boste videli, zakaj je tega tako in zakaj je to bojevništvo tako pomembno. Ljudje se radi prepuščamo, disciplino težko usvojimo, in ta bojevniški duh, ta priklic bojevniške energije pa pomaga, da gremo lažje čez življenje, da so izzivi, seveda izzivi bodo, ampak veliko lažje bomo šli skozi neurja, viharje v našem življenju, če bomo imeli to bojevniško razpoloženje. Ja? Lejte, samo ta tehnika zjutraj, če naredite, boste videli, da bo vaš dan potekal popolnoma drugače in pa seveda večkrat na dan se spomnite. Jaz sem bojevnik, jaz sem bojevnica. Zdaj pa kar v akcijo in probajte čim več delati in seveda vsak dan, če se le da. No, do drugič, lepo se imejte, pa se vidimo. Čau!